Pozdravljeni, z vami sem Inka Gantar in danes bomo govorili o sporočilih upanja. Vam povem prejšnji dan, kaj se mi je zgodilo. Govorila sem z enim gospodom in razlagal mi je, kako njegova žena jo načenja demenca in kako ga obtožuje vse živo, predvsem to, da jo želi ubiti in da ji grozi in tako naprej. V glavnem, kakorkoli, celo dramo ima ta doma. In seveda gospod je ves čas pod tem pritiskom tega odnosa in v glavnem obupuje. Jaz sem mu rekla, da naj se osredotoči na vse tiste ljudi, ki ga imamo radi okrog sebe, in da je sigurno izmed njegovih dragih ogromno veliko teh ljudi, ki jih je res veliko, ki ga imajo radi. No, in v tistem stopi v sobo njegov vnuk. In ta gospod samo čisto spremeni glas in reče: kar počakaj, 3 leta ima ta vnuk, je rekel: kar počakaj, sam toliko, da končam tale razgovor, potem bova pa zbudila čokolado, ki spi pod mojim poštrom, in potem jo bova pa pojedla. In sem slišala, veste, ta gospod se mu je čisto spremenil glas in ta njegov vnukec, tisti nežen glasek od zadaj: ja, tisto bova počakala, ne? In potem mi ta gospod reče: veš, sem naučil mojega vnuka šteti do 8, da preštejeva rebrca na čokoladi in potem vsak polovico poje. Joj, kako srčkano. In glejte, ja, sej vsi imamo kakšne premike v življenju in vsakega življenja na svoj način šola, ampak če dajemo fokus na vse tisto, kar je slabo v našem življenju, se dejansko zgodi, da imamo občutek, da je dejansko vse slabo. Ampak po drugi strani pa mogoče samo en odnos gnil in vso pozornost dajemo na ta gnil odnos, namesto da bi dali večji del pozornosti na vse to, kar je dobro. No, to je zdaj prva zadeva. Druga zadeva pa sem pa govorila z eno drugo gospo, ki ima pač v družini je tako, da imajo pač enega nergača. In ta nergač poskrbi, da jih že takoj zjutraj spravi v slabo voljo in da je že nekaj, da je pač pri hiši štala. No, in moramo razumeti, da te energijske zadeve grejo na ta način. Se pravi, jaz imam slab dan, slabo obdobje, slabo življenje. In ker imam tako nizko energijo, se pravi, bom vse naredila, da pridem do nekoga, ki vibrira na višji vibraciji, in ga bom poskušala spraviti v slabo voljo, ker ko ga bom spravila v slabo voljo, pomeni, da bo na nižji vibraciji in se jaz polastim njegove energije. No, in v glavnem, tej gospe uspe vsako jutro, da se razburi zaradi tega gospoda, in vsako jutro potem se sestavlja cel dan, ker je čisto sesuta. Zanimivo pa je, da njena hčerka, je še manjša, pa enostavno ne dovolj, da ji kdorkoli krade energijo in jasno postavi meje. In ko se začne nerganje, se ona lepo obrne na peti, se zasuka in odide. In seveda je potem tukaj obtoževanje. Le kakšen otrok je, pa tako naprej. In zdaj poglejte. Eno stvar se moramo zavedati. Ko imamo okrog sebe, jaz druga ne moram reči kot energijske pijavke ali pa te človeške vampirje, oni bodo vse naredili, da nas spravijo na nižjo vibracijo. In zdaj, kako ohranjati visoko vibracijo, če vidiš, da si v nekem odnosu, kjer je neprestana drama. V glavnem, tak odnos, jaz verjamem v to, da so karmični odnosi to, nas predvsem učijo ohranjati svojo vibracijo. In ko recimo pridem v stik s takim človekom, ko zaznam, da mi nekaj dela v meni takole, pomeni, da bi se takrat morala zavestno ustaviti pa reči: kaj jaz zdaj občutim? In preveriti takoj z mišičnim testom, to sem vas tako ali tako že učila, z mišičnim testom in preverim, to me jezi, to mi povzroča žalost, to mi povzroča, katero čustvo je tisto, ki ga je potrebno ta trenutek dešifrirati. In ko pridemo do čustva, ki ga občutimo v tem odnosu, takrat lahko šele se začne zdravljenje. Jaz rabim resnico. Zdaj pa kako priti do te resnice? Pod
prvo, nas nihče ni učil, kako sploh izražati svoja čustva. Ker načeloma smo vsi na nekem avtopilotu in danes sem na Facebook pisala prav o tem, ker recimo majhen otrok ima neko igračko, ima, ne vem, recimo knjigico, pa jo bere, kaj se bo zgodilo? Ko nek drug otrok zahteva njegovo igračo, bo jasno rekel, ne dam, to je moje. In enostavno ne želi deliti, ker je to njegovo. No in potem mi, ki vzgajamo otroke, rečemo, nisi priden, to ni v redu, moraš biti dober, moraš deliti. In kaj ga naučimo? Potlači svoje želje, svoje občutke, ker to ni v redu, da imaš svoje želje in občutke, in pač priden si takrat, ko ugajaš drugim. No zdaj, če smo pa še bolj zverzirani v tem, če imamo še boljši program, bomo pa rekli svojemu otroku, poglej, kako je ta, ne vem, tale otročiček, tale fantek, tale tvoja sestrica žalostna zaradi tebe. Le ti si kriva ali pa kriv, ker nisi delil igrače, le kaj žalostna. In kaj naučimo otroke? Potlači svoja čustva. Tvoja čustva niso v redu, ugajajo vsem okrog sebe, tako bojo vsi srečni. In potem, ko nam življenje neparkrat da fajno zauščnico, mogoče nas porine čez rob, pa pristanemo, zdaj rečem tako, na asfaltu kot palačinka ali pa kot pohojenčik, in se začnemo spraševati, kaj se sploh učim. In v osnovi, kaj se pa učimo? Postaviti meje, učimo se izreči ne, učimo se sploh razmišljati, kaj si pa jaz želim. Čakaj, meni to v redu. Kako se pa jaz počutam? In seveda, če imamo še vedno tega notranjega starša, ki nam je vedno govoril, nisi v redu, kaj se bo zgodilo? Vsa ta naša čustva potem, ko enkrat pridejo na plan, potem jih pa spet potlačimo, pa rečemo, ne. Jaz ne želim biti slab človek. To je greh po možnosti. No, in v glavnem, za vse tiste svetle duše, ki se učite ljubezni do sebe, tukaj je knjiga, Ko imajo duše žur. Tukaj noter boste najdeli kup načinov, kako izražati svoja prepričanja. In zdaj se mi je odprl na strani Sindrom Marije Magdalene. Zbudi se. Nisi vedela, nisi znala, nisi še zmogla. Rodila si se, ne bodi je treba, rodila si se še ena baba. Želeli so fantka. Dali so ti vedeti, da nisi dovolj. Govorili so ti, da nisi dovolj. Nikdar nisi bila dovolj, ker nisi moški mogoče. Ubogaj, bodi poslušna. Kdo pa misliš, da si? In si začela verjeti, da nisi dovolj. Začela si verjeti, da s svojim molkom gradiš. Nihče ni opazil, da imaš tudi ti želje. Nihče ni spoštoval tvojih potreb. Niti ti sama ne. Verjela si jim in da se je za ljubezen potrebno truditi. In si pristala na manj. Na manj si pristala, kot ti pripada. Bila si tiha, ubogljiva, ustrežljiva. Mislila si, da si tako služiš nebesa. In ko se je tvoja duša odločila, da ima dovolj, ti je pokazala bolezen. Hotela te je zdramiti, kričala je v tebi, zbudi se. Pa se nisi. Dobila si prvo opozorilo. Dobila si diagnozo. Ko si se malo okrepila po bolezni, si spet igrala vloge, ki so te jih naučili igrati. Želela si biti ljubljena. A kaj, ko te nihče ni naučil, kaj sploh je ljubezen? Želela si ustreči, ker si mislila, da je to ljubezen in boš tako nekoč ljubljena. Pa se nisi zdramila niti takrat, ko si se zavedla, da so te vsi jemali za samoumevno. Nisi še zmogla. In sedaj tvoja duša kriči, zbudi se. Če se ne boš zbudila, boš spet dobila diagnozo. Si res želiš tega? Tvoja težava ni v tem, da bi bila slab človek, temveč v tem, da si predobra do vseh. Samo na žalost do sebe ne. Zbudi se. Nisi vedela, nisi znala,
ampak zavedaj se, zmoreš. To je pesem Marija Magdalena. Glejte, program osrečevanja drugih. Kaj pa jaz? Kdo nas je naučil, nekaj mi leze tukaj okrog, kdo nas je učil ljubezni do sebe? Dejansko te lekcije naša generacija, ali pa mogoče mehen starejši, malo mlajši, nismo osvojili, ne moški, ne ženske. No in danes imam tukaj le pogovori z angeli, da vidimo. Kaj nam angeli govorijo za vse tiste svetle duše, ki se učite ljubezni do sebe, ki se učite jasno postaviti meje in predvsem za vse tiste svetle duše, ki se učite poskrbeti za svojo energijo, da ohranjate svojo življenjsko moč. 3 karte, da vidimo, kaj nam sporočajo angeli. Da vidimo. Azur. Do želenega izida bo prišlo v kratkem. Bodite potrpežljivi, zaupajte in ne poskušajte izsiliti dogodkov. Druga je nadanga. Rafael. Pomagam vam ozdraviti fizične izzive v samih in drugih. Vi ste zdravilec tako kot jaz. In predvsem bodite najprej zdravilci za sebe. In naslednja je Vanessa. Da bi se pravilno odločili, se vprašajte, katera pot me pripelje bliže mojemu božanskemu poslanstvu? Katera pot me od njega oddaljuje? Kaj je vaš življenjski namen? Poglejte, vsak izmed nas se dejansko uči skozi svoje izkušnje predelati neke lekcije. In jaz sem prepričana, da prav s tem, ko delamo neke korake naprej v svojem življenju, s tem dobivamo svojo moč nazaj. In ko dobivamo svojo moč nazaj, takrat dejansko s to svojo lekcijo, ki smo jo osvojili, lahko nekomu podamo roko. Vedno lahko nekomu podamo roko. Tako da še eno sporočilo s kar prehodu na novo dobo, da vidimo, kaj nam angeli sporočajo, naši vodniki. Za vse nas, ki se učimo ljubezni do sebe. Da vidimo eno sporočilce. Očiščena sem teže preteklosti. 53 karta. Glejte, voda, ki te čisti. Voda, ki te želi očistiti. Pod prvo pijte dovolj vode. Ljudje mi držijo ogledalo, kjer vidim, koliko se v resnici cenim. Usklajena sem z božansko energijo. Sem taka kot mirna, pretočna reka obilja. Neskončno mi je lepo in dovoljujem, da samo sem. Prav to, samo sem. Jaz opazujem naše 2 mucki, ki dejansko, kar živali so v trenutku. One ne znajo zamere kuhati za nazaj, ne znajo za naprej razmišljati, ampak samo so. In v bistvu, kako preko dlake sprejema energijo, ki se dogaja okrog nje. In recimo, gre mimo pralnega stroja in pralni stroj zaropota in mačka skoraj odleti. Zaradi tega, ker je v trenutku in tisto, kar je tisti trenutek zaropotal, nima pričakovanj, ampak samo odreagira. In zdaj, če mi gledamo, ta sedanji trenutek je pa v bistvu tisto, kar jaz ustvarjam mojo vibracijo. In ta moja vibracija v tem sedanjem trenutku se širi. Se pravi, ko sem jaz v sedanjem trenutku, zdajle, dober, pomeni, da ta moja vibracija vpliva na nevidno polje okrog mene in to nevidno polje okrog mene privlači še več tega, kar oddajam. Zato takrat, ko nismo ravno najboljši, takrat je pametno si vzeti majčkeno časa za počitek. Mogoče pogledati kakšen film, mogoče pogledati kakšno stvar, da te razvedri. A vam povem, kjer film sem gledala včeraj. Gledale smo s hčerkami slavna, neslavna, slavna, letale, slavna mi zatika, Florence. V glavnem, film je toliko dober in to je v bistvu o operni pevki, ki je živela oziroma umrla leta 1944 in njena plošča je v bistvu najbolj prodajana plošča opernih arij, kar so jih posneli kdajkoli v operni hiši
mislim, da se reče Hall, v glavnem kakorkoli, v New Yorku je ta operna hiša. V glavnem, gospa fuša tako, jaz drugič sem gledala ta film in vsakič se nasmejim do solz, ker dejansko tako fuša. Res vam ga priporočam. In to je za tiste dneve, a veste, kakšen tak dober film, ko nisi v najboljši koži, ko, ne vem, mogoče kakšna luna pritiska na vas, mogoče kakšen človek pritiska na vas, takrat, ko je treba majčkeno dvigati vibracijo, dajte pogledati kakšen dober film, kjer se z veseljem nasmejite. In boste videli, svet se naenkrat obarva v povsem druge barve. Tako da, ja, uživajte, vse dobro vam želim, predvsem dovolite, da ta božanska energija radosti napolni vašo dušo in vaše srce. Tako da uživajte, vse dobro vam želim.